Torej, dober dan in dobrodošli, to je Laboratorij bodočnosti. Preden začnemo z vsem tem, kar smo pripravili za vas, seveda imamo pozdrav predsednika organizatorjev. To je srečanje, ki ga organizira Združenje slovenskih športnih društev v Italiji. Danes je za vse športnike poseben dan, namreč danes večer v tej isti dvorani, kot verjetno že veste, imamo tudi nagrajevanje najboljših zamejskih športnikov in športnic ob 20:30, zlati let, ampak tudi o tem mogoče kasneje. Predtem, kot že rečeno, predamo besedo predsedniku ZSŠDI in sicer Ivanu Peterlinu. Živijo, Ivan. Dobar dan vsem. Bom zelo kratek, ker nočem jemati časa in prostora tistim, ki so glavni protagonisti današnjega dne. Edino to bi rad povedal, da ko pogledam na vas, se mi v srcu nekaj zaiskri. To je nekaj novega pravzaprav za naše pojme, za naš šport pa tudi prav gotovo. Da se ne oziramo samo nazaj, da ne govorimo samo, kako je bilo, ampak da skušamo tudi pogledati, kako bo. In kdo ne, če ne mladi, morajo imeti poglavitno besedo pri tem. Zato tudi mladi predavatelji in mladi slušatelji. Jaz vam želim, da bi od tega dne odnesli čim več. Prepričan sem, da se bo to zgodilo in da boste potem tudi uživali ob prazniku v večernih urah, ko bomo nagrajevali naše najboljše. Vsem iskrena dobrodošlica in lep dan. Hvala lepa. Hvala lepa, Peterlin. No, naj še jaz dodam nekaj in sicer, da pri Združenju slovenskih športnih društev radi gledamo naprej, kot smo že slišali. Spoštujemo seveda našo preteklost in naše korenine. Živimo zelo pestro in aktivno življenje, prav v tem trenutku, v teh dneh, to je tudi dokaz tega, ne zdaj. A mislimo že na naš jutri, kot smo že slišali tudi iz ust našega predsednika. In na jutrišnji dan naše celotne slovenske zamejske skupnosti v Italiji. Ker radi delamo z mladimi, ker se z mladimi stalno srečujemo na tekmah, na treningih, športnih pobudah in tako naprej. Danes ponujamo prav mladim možnost, da povedo svoje mnenje o prihodnosti našega okolja in naše družbe v naslednjih letih. Torej, mladi, kakšno družbo si želite oziroma v kakšnem svetu bi radi živeli? Kaj je mogoče zgrešenega, neprimernega ali pa ne prav odličnega v sami naši družbi in v organizaciji našega zamejskega družbenega prostora danes? Torej, kaj lahko izboljšamo? Danes boste torej dobili možnost, da posredujete javnosti svoje mnenje in to na tem lepem in precej odmevnem dogodku. In prav zaradi tega bomo danes razvili pogovor in slišali mnenja uglednih podjetnikov, kulturnikov, novinarjev, profesorjev in strokovnjakov na področju tehnologije. Skratka, smo za začetek tega laboratorija povabili ljudi, za katere smatramo, da imajo vizijo, da so nam organizatorjem tega dogodka podobni, ker gledajo naprej in razmišljajo, kaj bo jutri. In zakaj to počnejo? To počenjajo, da bodo dovolj pripravljeni, če bo jutri prišlo mogoče do negativnih sprememb, obenem tudi, da bodo dovolj pripravljeni in torej mogoče uspešni, če bo jutri prišlo do pozitivnih sprememb, ali enostavneje, da bodo oni sami pogojevali spremembe. In torej kar začnimo s samim programom in še z eno informacijo. Do 5 vam ponujamo te zanimive debate, ob 5 približno. Vsi tisti, ki ste dobili ta letak, na vhodu ste vabljeni v pizzerijo Minimax. Po odmoru imamo delavnico, med katero vas bomo prosili, da izrazite svoja stališča, ideje in predloge za razvoj slovenske zamejske družbe v Italiji na področju medijev, krovnih ustanov, organizacije kulturnih prostorov, športnih objektov in tako dalje. Po delavnici ob 18:30 ste spet vabljeni v to dvorano, da slišimo vaše ideje, vaše predloge in kot prej rečeno, šele zvečer ob 20:30 sta na vrsti Zlati let in športni parti z DJ-jem. No pa začnimo. Torej, podjetniki in podjetništvo v prihodnih 20 letih. Imamo 4 zelo zanimive in kvalitetne goste. Ker sem po naravi radijski in televizijski voditelj, tudi ob tej priložnosti, ko gre za resno predavanje, brez glasbe ne gre. In torej, prosim, malo glasbe, da vam ponudim prvega gosta, ki je eden največjih svetovnih poznavalcev kave, obrtnik in podjetnik na področju praženja kave v podjetju Prima Roma in član kolektiva Vile in Vampi, med drugim. Fabrizio Polojac, dober dan, prosim na to stran. Če sem kaj zgrešil, boš potem
dodal, v redu. Prosim, se lahko posedeš. Z nami je tudi eden glavnih mož slovenske medijske stvarnosti. Če v Sloveniji rečeš Radio 1, bodo vsi prej pomislili na Denisa Avdića, seveda, ne, na znanega slovenskega voditelja. Potem pa vseeno bodo priznali, da če Lea Oblaka ne bi bilo niti Avdića. Torej, glavni mož v podjetju Infonet Media, kjer domujejo razne radijske postaje in drugi medijski servisi. Z nami na pol zamejc, to bomo potem razčistili, kako in kaj, Leo Oblak, dober dan. Živijo, hvala lepa, prosim, kar zberi si sedež. Z nami je tudi podjetnik in menedžer, ki je začel pri Zopasu, sledila je potem v njegovem življenju selitev v Beljak, podjetju Trajbacher, kasneje pa je šel v Nemčijo, kjer je za francoski koncern Imeris prevzel vodenje podjetja Plibrico in ga s prestrukturiranjem ter akvizicijami preuredil v največji koncern za betone na svetu. Danes vodi rastoče podjetje Seven Refractories, ki ga je sam ustanovil in ki zaposluje več kot 70 ljudi, večinoma na sedežu v Divači. Proizvajajo betone in mase in jih prodajajo po vsem svetu. Dobar dan, dobrodošel, Erik Zobec. In to mesto bo še za komercialnega direktorja in enega glavnih administratorjev podjetja Infordata, ki je posodobilo sisteme nadzora slovitega Juventus stadiona v Turinu in se s kovčkom, ki je poln senzorjev in tehnologije, ki nastaja tu pri nas, podaja na nove izzive v Oman, naprimer, kjer ga čaka še večji stadion, in v razne svetovne države, kjer si pač odpira trg. Mitja Petelin. Živijo, še Erika verjetno nisem pozdravil z rokovanjem, tako se šika. Takole, ja, glasbe zdaj je konec. Zaključili smo na ta pol televizijski kotiček. Najprej povejte, če ste udobni, če je vse v redu. Ne, imamo take moderne sedeže za vas. To zato, ker ta debata traja 40 minut, ne, tako čisto v redu, da potem ta zadnja ne bo slučajno bolela. Torej, podjetništvo in podjetniki čez 20 ali 30 let. Najprej bi lahko začeli na tak način, da se sami nekoliko bolje v primerjavi s tem, kar sem jaz prej povedal, predstavite, oziroma da podamo našim slušateljem fotografijo vaše stroke v tem trenutku. Zakaj? Ker potem bomo šli nekako v bodočnost, oziroma moje naslednje vprašanje za vsakega bo prav to, kako se mogoče vaša stroka, vaš biznis, ne, da uporabljam to tujko, potem bomo govorili tudi o slovenskem jeziku in mogoče je boljše, da ne uporabljam tujk, ampak zdaj mimo šale, kako se mogoče vaša stroka razvija in kaj lahko pričakujemo od vaše stroke, torej v naslednjih 20-30 letih. Zelen mikrofon, začnimo pri Fabriciju, torej kava, praženje kave, mogoče še kaj drugega. Kakšno je zdravstveno stanje torej vašega podjetja v tem trenutku in nasplošno tudi vaše stroke? Trst je nedvomno eno glavnih mest na svetu, če ne v Evropi, sigurno v Italiji, na tem področju, na področju kave. Kakšna je zdaj situacija? Ja, Eugen, hvala lepa vsem vam za povabilo, predvsem. Meni je težko nekaj povedati, razumeti pravzaprav, kaj lahko tukaj mi povemo. Najprej bi želel povedati mladim, da mladi ne boste zavedno. Dejte začeti čim prej. 2040 je predaleč, boste imeli 40 let, tam je že konc, tam ste že naredili. Kar naredite do 25. 30. letega, tisto je narejeno. Potem lahko dograjujete. Morate si pripraviti ene temelje, ene baze prej. Jaz sem začel delati v družinskem podjetju, se pravi, sem tretja generacija že, ki se ukvarja s kavo. S kavo pomeni, da prve dve generaciji v moji družini so se ukvarjali s preprodajo, z uvozom in izvozom kave kot surovine. Kava pri nas kot drevesce, kot biljka ne uspeva, kava prihaja iz celotnega tropskega pasu, je Trst pa eno iz glavnih pristanišč, po katerih pride potem kava v Evropo in do vaših, upam, do vaših domov. V Trstu imamo eno izmed najstarejših združenj trgovcev, ki se ukvarjajo s kavo, 125 let staro
Associazione Caffè Trieste je v italijanščini. Imamo tudi edini industrijski klaster podjetij, ki se ukvarjajo s kavo, Grozd, Distretto bi bilo v italijanščini. In vse to je mogoče, ker se tukaj s kavo ukvarjamo že več kot 200 let. Se pravi, leta 1708 je bilo v Trstu, ja in ne 5000 prebivalcev, nekaj pastirjev in kmetov na Krasu, nekaj ribarjev, par solin smo imeli tudi na obali. Leta 1790 je bilo v Trstu 80 000 prebivalcev. Smo imeli zelo izredno razvito trgovanje in je bilo takrat že eno izmed najbolj sodobnih, najbolj modernih pristanišč v Evropi. To je prišlo od zunaj. S posebnimi zakoni, ki jih je izdala avstrijska hiša, Habsburžani, ki so takrat Trstu gospodovali. Mi smo znali to uporabiti v kavi, tudi na drugih področjih. V kavih še vedno uspevamo biti na enem določenem nivoju. Kar se mene tiče, jaz se danes ukvarjam s praženjem kave. Mi kupujemo kavo kot surovino in jo transformiramo v praženo zrno. Kava, surova kava ali zelena kava, green coffee, ker ta je barva, izvirna barva, mi jo skoraj vsi poznamo že kot rjava stvar, ne? Ki jo potem zmeljemo in nekako, dodamo nekako vodo, visoko temperaturo in pridemo do določenega napitka. S tem se jaz ukvarjam, kupujemo kavo, jo pražimo, pripravimo mešanice in potem gremo na tržišče. Naša tržišča so od Skandinavije dol čez Srednjo Evropo, severno-srednjo Evropo, južno Evropo, Mediterana, severnega dela oziroma vzhodnega dela Mediterana. Prodajamo kavo v Čile na enem koncu, v Koreji na drugem koncu. Se pravi, zdaj iz tega majhnega mesta ni vsem znano, kje je Trst. Ponavadi, če ti greš v tujino, rečeš, ja, 150 km severno od Benetk, ker Benetke poznajo vsi, Trsta ne poznajo vsi. V kavnem sektorju pa vsi vedo, kje je Trst in katera je njegova lega. Mislim, da če zdaj mi zaspijo, je slaba reklama za moj proizvod, je boljše, da greš ti naprej. Nedvomno. Ja, prevzamem jaz besedo, to je prav tisto, kar sem želel slišati, ne? Torej v tem prvem delu ponudimo eno fotografijo vašega dela, bomo že v naslednjih minutah nadaljevali po poteh bodočnosti, prihodnosti. Zanimiv, torej opis sveta kave in Trsta strani Fabricija Polovjaca. Zdaj pa sem že predal mikrofon Levu Oblaku, ki je medijski človek, kot smo prej slišali. No, v tem primeru govorimo o medijih v Sloveniji, ampak je že res, da če se želite ukvarjati z mediji, res na zelo visoki ravni, ne? Vse spoštovanje za vse naše tržaške medije, goriške in tako dalje, to je seveda super pomembna plat našega življenja in si zaslužijo absolutno naš aplavz, ampak zdaj govorim recimo o tisti višji stopni, ki je doma ali v Milanu, najbližje Trstu, ne? Ali pa v Ljubljani. No in o slovenskih medijih marsikaj lahko pove Leo Oblak, torej če bi lahko predstavil torej, tvoje oziroma vaše podjetje, ne? Kakšna je zdaj situacija v Sloveniji. Vem, da se veliko govori tudi o deležu slovenske glasbe na slovenskih radijskih postajah, ampak to je že del drugega vprašanja, ko bomo govorili o sami bodočnosti. Ne? Ja, lepo pozdravljeni. Leo Oblak, naše podjetje ima 250 ljudi. Smo največja radijska hiša v Sloveniji. Kupili smo 23 radijskih postaj. Bili smo prisotni tudi v Srbiji. Smo imeli nacionalni radio v Srbiji, ki je bil potem, ko smo ga mi prevzeli, drugi najbolj poslušan. Imeli smo tudi nacionalni radio na Slovaškem in Hrvaškem. Ko je prišla recesija, smo se pač odločili, da se iz teh držav umaknemo in dostanemo v Sloveniji. Kje sem začel? Hodil sem v šolo v Trstu, osnovno, nižjo, srednjo, višjo, srednjo, licej France Prešeren. Potem sem šel v Bologno na Dams, disciplina arte, muzika, spektakulo. Potem sem, ker sem hotel biti Steven Spielberg, potem sem videl, da mogoče nisem toliko dober. Takrat sem rekel, da radija nikoli ne bom delal, ker radio zna delati vsaka opica.
In potem sem z enim mojim sošolcem iz Trsta, Marko Vites, so razvili en računalniški program, ki je zmanjšal stroške radia za pol. In mi smo s tem našim kompjuterjem začeli kupovati radijske postaje v Sloveniji, ki so zašle v težave, in vsak radio, ki smo ga mi vzeli, je po 3 mesecih ratal najbolj poslušan v regiji, zahvaljujoč programu, ki ga je naredil en drug zamejc. Danes je to dosti veliko podjetje in kakšna je bodočnost medijev? V Sloveniji se dogaja isto kot v Italiji. V Italiji, če se spomnite, ste imeli zamejski radio, radio občine, tisti starejši se spomnite, v Trstu je bil radio TV, ta cel kup radijskih postaj izginjajo, ker jih kupujejo radijske postaje, ki pridejo z velikih mest, z Milana, Rima, RTL, Centodue Cinque kupuje frekvence. Zdaj se je Berlusconi spet odločil in začel kupovati radije, tako da, če se ne motim, Radio Monte Carlo in par italijanskih radijskih postaj, pa šlo pod Berlusconija, ker se mi zdi njegova hči ali sin bi zdaj rad imel radio, tako da tudi to se dogaja v Italiji. Se pravi, majhni lokalni radiji, to, kar je Švica ugotovila pred 10 leti, ne morejo preživeti in zato samo en dovolj velik radio lahko z ekonomijo obsega, se pravi, da ste dovolj veliki, da imate lahko dovolj visoko kvaliteto, ker vi, ko prižgete radio ali televizijo, vam je vseeno, vi hočete najboljše. Zdaj, če me vprašate, zakaj sem se odločil za radio, ker če delate televizijo, morate 80% programa kupiti. In danes sem govoril z enim gospodom z Avstrije in je rekel, deli tisto, ker si tako dober, da te noben ne more skopirati. In če imaš televizijo, pride eden in kupi isti film in ga plača več in ga ti nimaš več. Narediti na televiziji 24 ur svojega programa pa ne gre. In tudi v Italiji, če gledate, nobena televizija nima cel dan svoje, kupujejo. In zdaj sem rekel, ostanemo rajši na radiju, ker je majhna verjetnost, da bo en Američan prišel v Slovenijo in bil bolj pameten, kot mi Slovenci na področju radia. In tako smo se odločili iti v to smer. V Sloveniji male radijske postaje propadajo, ker lokalna radijska postaja v Sloveniji je 30 000 ljudi, v Italiji je 400 000 pa propadajo, v Franciji pa lokalni radio, prav v zakonu piše do 4 milijone poslušalcev. Ne? In tako da cela Slovenija ni za en lokalni radio. Televizijo v Sloveniji imamo Pop TV privatni, pa Kanal A, isti lastnik, in zdaj je prišel še Planet. Oba delata, odkar je prišel še eden zgubo, Pop TV dela 3 milijone evrov zgube, Planet pa 10. Tako da na dolgi rok je moje osebno mnenje, da ne vem, če že imate to v Italiji, time shift, ko imaš doma vse kanale in si lahko zbereš in za 3 dni nazaj gledaš, kar češ. In ljudje so nehali gledati televizijo tako kot včasih, ko si prišel v 8 uri. V Sloveniji že 1/4, če ne 1/3 ljudi gleda tako, da imajo doma digitalno televizijo in recimo daš na Rai Uno in si zbereš in se prevrtiš nazaj. Ne? To ponuja Sky, recimo v Italiji. V Sloveniji je to postalo standard in tudi v Ameriki in zato je veliko vprašanje, kakšna bo televizija v prihodnosti. Jaz potiham upam, da bo radio še dolgo, ker radio je edini medij, ko si zraven lahko na Facebooku, bereš časopis, delaš druge stvari in je zelo poceni. Najdražja stvar na radiju je na koncu, da imaš voditelja, ki je zabaven in ti dela družbo. In recimo, kaj sem mogel naučiti Denisa? Vsak, ki sreča Denisa Avdića, ga pozdravi. Kot da sta prijatelja. Zakaj? Ker ko ga posluša vsak dan, on misli, da ga pozna, da sta res prijatelja. Zato, ko srečate Denisa, se bo delo, kot da vas pozna. Zato, ker vi to pričakujete od njega. On ima pojma, kdo je kdo. In to je ta prednost radija, da ko ti poslušaš, dobiš občutek, da je to prijatelj, ki ti dela družbo. In zato jaz potiham upam, ker sem v radiju, da bo to še 20-30 let radio ostal, ampak pozor, Denisu Avdiću 8 ljudi piše, kaj bo povedal. Jaz dobim vsak večer ob 10 do minute na sekunde napisano, kje se bo pohecel, kaj bo rekla Jana, kaj bo rekel Miha, se pravi ostali voditelji v studiu. To sem se pa naučil od Američanov. Najprej se dobro pripravi, vse napiši, potem pa lahko improviziraš. Hvala. Odlično. Mikrofon, no pa še aplauz si dobil, tako lepo. Mikrofon Eriku Zobcu, no, že spet ne vprašanje, torej to začetno, ne, predstavitev, kakšna informacija več glede vaše stroke, vašega podjetja, glede na dejstvo, da jaz sem tam dal samo kakšno informacijo, tu pa tam, ne, prosim. Glede na audience vas ne bom dolgočasen, tisto pač, ki delam vsak dan, se pravi hvaliti moje podjetje in tako dalje. To vam bom prihranil, to mislim, da je dobra novica, če ne bi kar polovica tu zapustilo gledališče. Ne, hvala za vabilo. V 2 besedah,
kaj mi delamo, s čem se ukvarjamo, to so betoni, sicer ne izgledajo tako kot končan beton, ampak so betoni, ki so v bistvu pakirani v papirnate vreče ali teh velikih industrijskih vrečah, big bagi. V bistvu mi kupujemo surovine z celega sveta, jih zamešamo, prekontroliramo, imamo enih 550 različnih formulacij, torej kemija je naša glavna recimo stroka. In če jih prav tudi zamešamo, če so performansi, so lastnosti tako, kot morajo biti, jih potem seveda tudi pošljemo našim kupcem. Kupce imamo v bistvu po celem svetu in to je tudi kar zanimivo, ker v bistvu slaba polovica gre v Rusijo, še vedno eden največjih trgov, in druga polovica se razdeli med Evropo, Turčijo, Ameriko, Indijo in v bistvu vse posod, kjer je industrija. Te betone se uporablja vse posod, kjer je neka težka industrija, se pravi jeklarne so daleč največji odjemalci, od plavžev do vseh peči za toplotno obdelavo, do cementarn in tako dalje. Mogoče bolj zanimivo je, ne vem, ena pač lastna zgodba, kako pride sploh do tega podjetja in kaj se ti mladini mogoče, se lahko kakšna ideja, kaj takega. Jaz mislim, da točka 1 je študij, ne, tu smo pač, mislim, da večina njih še študira, mislim, da vse skupaj se začne v teh letih, kot je Fabrizio pripovedal, torej si zgraditi neke osnove je vedno bistvenega vidika. Mislim, da tehnične osnove so vedno kar okej, tudi ekonomske, da če misliš pač nekaj s podjetjem se ukvarjati, ti pridejo prav. Druga, po mojem, bistvena stvar je mednarodnost. Torej, če češ prodajati po svetu, moraš pač obvladati vsej nekaj teh svetovnih jezikov, zdaj nažalost jih je preveč, da bi uspeli vse, torej, ampak brez angleščine ne bo šlo. Jaz sam sem se naučil angleščino pri 25, torej ne obupati, to je moj tisto, je še vedno čas. Mislim, da pol še ena pomembna stvar, ste prej omenil, sicer meni malo dolgočasno zadevo, ampak vse skupaj je povezana z coachkom, rečem vedno. Torej, če človek hoče nekaj se naučiti in hoče imeti določene možnosti, veliko krat je primoran pač imeti coachek pripravljen in iti. Jaz tudi kot vsi vi, pač si vedno živiš med tistim, ne vem, težko odločitev, ali ostanem doma pač za svojimi, s prijatelji, s punce in tako dalje, ali pa se primem in pakiram in grem v svet. V mojem primeru mislim, da je bilo to kar lepo, samo če me tukaj vidite, pomeni, da vseeno po svetu ni tako lepo živeti kot doma. Se pravi, lepo je iti po svetu, ampak živimo v takem fantastičnem okolju, da je tudi prav, če imaš možnost seveda se vrniti in od tega tudi, ja, bi rekel, nekaj narediti. Ampak je res, da odpotujete že jutri, ne? Ja, pa se vrnem. In kam v Rusijo? Ja, v Rusijo seveda. Še vedno oni lepo kupujejo, bi se reklo. Tako da, po mojem, to so te osnove, pol seveda, če gremo malo bolj v podjetje, pogledati inovativnost, to ponavljam, človek bi pomislil, kaj je sploh inovativnega v betonih. Mislim, da se jih dela 70 let, naši konkurenti so, najmlajši konkurent je star mogoče, ne vem, 30 let, mi smo se rodili 6 let od tega. In nam nekako uspe to tržni delež nekako ingrabiti. In zakaj uspe, ker pač mislim, da smo malo bolj inovativni kot drugi. Prej sem povedal primer, to se lepo poveže na naslednji govor, recimo barkode imate vsak dan, vsaki, bi rekel, najmanjši trgovinici, če pa te barkode pol v industrijo vneseš, jih pol inteligentno povezeš, imaš nekaj, ki konkurenca še ni imela. In s par takimi malo bolj tehnološkimi posegi v staromodne branže, jaz mislim, da tam je še vedno ena možnost pač biti malo bolj naprej kot drugi, ker to je osnova. Če človek ima vse posod na vseh trgih danes zelo malo krat, mogoče je bil Apple ta zadnji, ki je res v bistvu prisilil ljudje kupiti. Ponavadi kupec ima izbiro in ima izbiro med veliko proizvodi, ki so zelo podobni in za zbrati prav tvojega moraš biti pač malo boljši od drugih. Zdaj, boljši pomeni dosti stvari, ampak moraš biti na koncu malo boljši. Cena, kvaliteta, dobava, malo bolj prisrčen, narediti kakšno nedeljo delovno več kot drugi in to se bolj pozna. Evo, to je hvala lepa, za zdaj hvala lepa, tudi Eriku Zobcu aplavz, pa mikrofon Miti, ne? No, tudi vi ste pokazali, da imate nekaj več od ostalih, namreč kot smo prej slišali, v uvodnih besedah, imate pomembno vlogo v Juventus stadionu v Turinu, skratka ukvarjate se s tehnologijo, kaj je Infordata, kaj ponujate in torej kakšen je vaš posel? Ja, predvsem hvala za povabilo, me zelo veseli, da sem tukaj z vami. Torej na hitro, tudi jaz vas ne bom dolgočasil. Infordata je eno mlado podjetje, je manjše podjetje, nas je 15. Smo eno visokotehnološko podjetje, ki se ukvarjamo z identifikacijo izdelkov in oseb. In to na podlagi čipov.
To smo šli v tako nišo posebno, ki sledi stalno nove tehnološke inovativne izume. In s temi tehnološkimi izumi in novimi izdelki skušamo pomagati drugim podjetjem, da se izboljšajo in da rastejo. Kot na primer je povedal par minut nazaj, tudi mi se ukvarjamo z barkodi ali z identifikacijo raznih izdelkov s tagi z inovativnimi sistemi. In tako tudi pri Juventusu smo izdelali in poseben sistem za upravljanje štadiona. Oni so imeli velik problem, to dam samo kot primer, kaj delamo mi. Oni so imeli velik problem, da pred vsako tekmo se štadion mora certificirati. Pred tekmo treba pregledati vsa električna dela, mehanska dela, vsa dvigala in tako naprej. In tako je več kot 1500 kontrol. Je 300 oseb, ki v nekaj urah mora vse to kontrolirati. In na koncu kontrole mora narediti velik dosje, menedžer to podpiše, če je vse ok, del prefektu in se tekma lahko izteče. In to tudi, če imajo 2 tekmi zaporedoma, to morajo ponoviti. In do enega leta nazaj, to je bilo skoraj 800 oseb, ki je to delalo. In ko so uvedli ta naš sistem, pa zdaj jih dela samo 200. In imajo vse točno pod nadzorom. Zelo na kratko smo dali tage, kot da bi bili barkode okoli po štadionu in izdelali programe za to upravljati. In če ne nasplošno, kaj dela Infordata? Iz teh sektorjev identifikacije izdelkov in oseb smo po eni strani se ukvarjamo z rešitvami za logistiko, po drugi strani se ukvarjamo z varnostjo, torej za kontrolo dostopa in potem pa za upravljanje uslužbencev in delovnega časa. In Infordata je nastala približno 15 let nazaj, že ko se je začela globalizacija in tako smo se takoj privadili, da za biti na trgu se treba stalno gledati okoli od Japonske do Amerike. Imamo srečo, da v teh letih je tudi komunikacija, informacija, tudi hvala internetu zelo hitra in se treba zmeraj dajati nove izzive. Podjetnik, kot tudi vi, zdaj ste najbrž še v šoli, tudi podjetnik ima njegovo šolsko leto, ki se začne januarja in se konča 31. decembra. In na začetku vsakega šolskega leta si treba postavljati nove izzive, treba biti ambiciozni, da do tisto leto se naredi čim boljše. Po drugi strani so še srednjeročni objektivi, ki se jih treba postavljati in še dolgoročni. Tako čez 20 let bomo videli, bomo še govorili v zvezi s tem, kje bomo, vendar lahko povem, da delo postaje zmeraj bolj hitro, zmeraj bolj dinamično in globalno. Tako treba biti zares mednarodni in si stalno postavljati nove izzive in biti zmeraj nekaj več kot tvoj konkurent. Aplavz tudi Mitju Petelinu. V redu. No, že smo slišali nekaj nasvetov za naše mlade slušatelje in kar se mi zdi še najbolj zanimivo je to, da danes vam predstavljamo zgodbe 4 uspešnih podjetnikov, ki so zamejci ali pa so z zamejstvom povezani. Skratka, zgodba teh 4 oseb se je začela tukaj, v naših krajih, v šolah, kjer se vi šolate, mogoče še prej, če govorimo o nižji, srednji in osnovni, vsekakor na višjih srednjih šolah, ki jih vi obiskujete, na univerzah, ki nekako jih vi boste ali že obiskujete, skratka, na tem koncu sveta, ne govorimo o oceani ali pa o Avstraliji. Skratka, tu že imamo posebno izhodišče, pomembno izhodišče. V Trstu, v Gorici, na tem majhnem koncu sveta se da uspeti. In na tak način, da svet kupuje tvoje storitve. No, zdaj pa smo pri drugem vprašanju in začnemo še enkrat krog nekako, ker smo obelodanili vašo situacijo glede sedanjosti. Kaj pa bodočnost torej? Danes uporabljamo tudi malo fantazijo. In zdaj smo že pri kavi in zadnjič, ko sva se pogovarjali s Fabrizom o tem, si ti imel tudi zanimivo pripombo, ker si rekel, da v Južni Ameriki imajo pridelovalci kave precej težav s podnebjem in si mi sam rekel, zakaj ne bi mi sami v teh naših krajih mogoče pridelovali kavo kot rastlina? Je mogoče ta bodočnost tvojega posla v naslednjih 20-30 letih? Kdo ve? To bomo videli.
Dovoli mi samo, da se Prosim, povežem na prosim, tvoje vse besede. to je prosta debata, lahko rečete, kar hočete. Glejte, mi v sedanjosti še vedno se imamo za mejce, ko že 20 let ni meje. Tudi to je res. Dajmo si zbiti to besedo z glave, ker ta beseda nas izredno pogojuje. Ker se sami omejujemo. Za mejstva ni mej. Svet je odprt. Dajmo gledati čez ta zidek, ki ga imamo samo v naših glavah. Ne? In bomo videli, da svet je večji in ne bomo nič manj Slovenci ali nič manj pravd od svojega izvora, če bomo šli ven z tega kraja. In če bomo s tem krajem povezani in se bomo vračali, se lahko gre ven in se lahko tudi vrne. Se lahko uspe zunaj in se lahko uspe tudi tukaj. Smo rekli prej, zdaj se vrnem na vprašanje, ne stoj se bat, vsako toliko se vrnem, vsako toliko se zgubim tudi. V Mehiki aprila, kavo se kupuje po cenah, ki jih več ali manj označujejo premiki na svetovnih borzah. London za kave Robusta in New York za kave Arabica. Premiki teh cen so dani od povpraševanja. Toliko kave jaz si želim kupiti, pa pravzaprav ne kupujem niti kave, koliko kupujem kontrakte, pogodbe. Jaz lahko danes kupim kavo, ki mi bodo izdali pogodbo danes, kava bo prišla k meni lahko decembra 2019. Že danes jo lahko kupim. Kava je kmetijski pridelek, se pravi, da zdaj verjetno tistih kavovcev niti ni še. Niso jih niti posadili. Se pravi, da jaz danes bom ustvarjal vrednost na borzi, ceno kave na borzi s povpraševanjem, ki ga jaz imam v bodočnosti. 20% je bilo do pred kratkim špekulacij, financijskih špekulacij, kupim in prodam pogodbo. 80% je bilo kupim pogodbo, ker bom potem uporabil tisto surovino. Danes je obratno. V zadnjih 10 letih se je vse menjalo. Danes je največ finančnega poslovanja. Cene kave, ki so se menjavale pred 10 leti, so se menjale v enem dnevu za 0,5 ali 0,8 basic points, danes se v enem dnevu menjajo za 10-15. Ne ker so ljudje, ki si želijo kupiti fizične kave v bodočnosti, samo ker si ljudje izmenjujejo te pogodbe, se pravi, si jih preprodajo. Zakaj si jih preprodajo? Si jih preprodajo predvsem, ker je dosti histerije. Finančno tržišče ga pogojujejo informacije, naj si bodo lažne ali realistične informacije. Ena izmed teh informacij je, da bomo kmalu ostali brez kave. Na svetovnem tržišču bomo ostali brez kave, ker bo vse pomrlo, ker seveda prihaja do teh klimatskih sprememb, do bolezni in tako dalje. Jaz rečemo, gledaj, to je sama histerija, gledaš na tržišče, ok, zdaj so vse ene novice negativne, pridelki v Braziliji, ki je največji proizvajalec, mi dajejo določene fizične podatke, drugih podatkov rajši ne vzamem v poštev in tako dalje. Zdaj v 2 dneh je šla kava gor ne za 0,14, ampak za 14 basic points. In v petek je šla dol za 8. Se pravi, to je histerija, čista histerija na bazi tega, da preveč dežuje v Braziliji in da se bo pokvaril plod že na rastlini. Ne bo prišlo do tega, ne vsaj v takih obsegih, kot si mislimo. Sem pa bil v Mehiki aprila, s tem sem začel, in pravzaprav v Mehiki fizično oni letos imajo do 80% manj pridelka. Ker iz klimatskih sprememb se potem pojavljajo, s klimatskimi spremembami se potem pojavljajo tudi nove bolezni, se pa potem težko nove rastline prilagajajo na tisto, kar je bilo prej.
Danes imaš, recimo, skočimo takoj v Sredozemlje, ti danes imaš na Siciliji možnost, da gojiš banane, kar pred 20 leti nisi mogel. Ti v Južni Angliji zopet sadiš trte. Oziroma v Južni Britaniji, ker do severa Anglije lahko danes sadiš trte, kar pred 30 leti nisi mogel. Skratka, čez 20 let bomo lahko sadili, če ne prej, kavo. Čez 20 let Torej, naj morda pokličem mi domov, bi lahko moj sadili... oče ima vinograd in s tem vinogradom mogoče bo konec. Ne vem, če bomo imeli lahko kavo. sadili kavo. Ma se sprašujem, bomo lahko še imeli trte? Si bomo lahko privoščili, to hočeš reči. Vinogradniki danes živijo na temelju trt, ki tukaj uspevajo. Čez 20 let bojo še vedno uspevali? Ma to moram vedeti danes. Ker če jaz si danes gradim kantine, kleti in si danes kupujem stroje za flaširanje vina in tako dalje, ker si jih bom amortiziral v 15 letih, ma čez 15 let jaz trt ne bom mogel več gojiti, kaj se bo zgodilo? Tako lih malo suspense. To je za tiste, ki imajo radi vino, to je pretresljiva novica. Za tiste, ki verjetno imajo raje kavo, mogoče ne, ker bi imeli kar domačo kavo. Zdaj pa gremo k medijem, da slišimo še enkrat Lea Oblaka in sicer, kaj se dogaja. Nekaj smo že slišali, ker si že prej nekaj povedal. Zanimivo je tudi, da se v Sloveniji že nekaj časa govori o kvotah slovenske glasbe v slovenskih radijskih postajah. Kako mogoče bo s tem in vprašanje je, zakaj pravzaprav ne bi razmišljali tudi o kakšnem skupnem medijskem prostoru, ali si ti kdaj pomislil, da bi tudi v Trstu mogoče imel kakšno radijsko postajo oziroma da bi širil tvoj posel tudi na ta konec, prej si govoril o Srbiji in drugih državah, ampak če sem dobro razumel, o Italiji nisi še imel nisi še razmišljal torej v to smer, nisi pomislil na Italijo ali pa saj na ta prostor. Ne, sem pomislil, ker sem živel tukaj v Trstu in se dosti prijetno počutil. Moram priznati, da še danes rečem, da mi je ta družba, ki vi tukaj ste kot ljudje bolj pristni, bolj iskreni, sočutni en do drugega kot to, kar doživljam v Ljubljani, ker imam občutek, da sem v enem gojišču morskih psov. In sem se že zadnje 2 leti, ker je v Italiji zaradi krize so cene radio zelo padle, se poigravam in malo tipam, koliko stanejo frekvence na območju Trsta, da bi mogoče v eni krajši prihodnosti naredili pač eno podružnico v Trstu, da bi pač to znanje v radijski produkciji, ki smo ga pridobili. Naše podjetje je v zadnjih 8 letih dalo približno 1,5 milijona evrov, plačalo tuje strokovnjake, da so mene in moje sodelavce učili. Aha. In recimo, ko sem enega Američana, ki uči voditelje v Nemčiji in v Ameriki, je rekel, Leo, veš, zakaj mene plačajo? Da naučim TV voditelja, da ko se prežge kamera, se ne spremeni v bedaka. Tako vsi ljudje, ko nastopajo javno, zdaj javno nastopam. Zdaj moram biti bedak, zdaj se rečem temu bedak, ker si lesen, nesproščen, trudiš se govoriti pravilno slovenščino, delaš še večje napake, kot če bi govoril po domače. In po vsem tem znanju, ki ga ima naše podjetje, plus da sem jaz našim ljubljanskim ljudem kazal strišo, lejene, zdaj kažem kroco, da jim pokažem, kako lahko delaš humor na simpatičen način, ker Slovenci imajo tak zelo agresiven, negativen humor. Če se spomnite unga poslanca iz Sežane, Srečko Prijatelj, ki so ga dobili z 300.000 evri in polnim prtlažnikom enih kalašnikov in orožja, in je hotel Denis Avdić reči, bom rekel, da je bil osu. Sem rekel, ne, ti ga brani. Ti reči, človek je šel v trgovino, kupiti malo mleka, vzel malo šoldo in zdaj policija komplicira. 300.000 evrov, zdaj to ima vsak. In obrnete. In potem reče, dve puški, 4 bazuke, kaj je to tašenga, zakaj sem delal zdaj paniko. In se pravi, lahko isto stvar narediš, da karikiraš. Če se spomnite iz Shakespearea govor o temu, o Brutusu, kar reče, ampak Brutus je na koncu fajn človek. Se pravi, da ti lahko delaš tudi humor, da braniš eno butasto potezo. In to je tisto, kar je v Sloveniji manjkalo. In to je tisto, kar smo se mi naučili. In zdaj se rečem, imamo zdaj to znanje, znamo narediti poceni. Se pravi, mi bi lahko naredili v Trstu en radio, ki bi bil del našega sistema in ki ne bi posloval z gubo in bi lahko nudil en produkt, narejen v zamejstvu za zamejce. Tako da v tem v slovenskem jeziku? Ja, v slovenščini, to razmišljamo že dolgo.
čakam ta pravo priliko. Zdaj spet je problem, ker so začeli italijanske radijske postaje drugi val nakupa frekvenc in se jim, da bodo cene šle spet gor. Včasih je bila tako, da boste vedeli, cena frekvence v Trstu €500 000, zdaj so padle na 100 000 evrov, tudi do 80, zato ker ni več kupcev. Zdaj, ker te veliki radiji so kupili, kar rabijo in nima več noben kupiti in so šle cene dol. A ni digitalna tehnologija tudi na področju Na radijskih področju postaj radija je samo spremenila v malo Veliki ali bo spremenila malo ta? Jaz mislim, da se ne bo zaradi tega, ker Italija kot država je zgrešila digitalno. Ne? V Angliji kaj so naredili? So rekli, ja, kupaš digitalni radio in dobiš 50 novih radijev, brez reklam, samo muzika. V Italiji kaj so naredili? So vzeli navadne radio in so ga dali v digitalno. In RTL oddaja digitalno, ma zakaj bi šel kupiti digitalni sprejemnik, če ga slišim normalno? In isti problem je zdaj v Sloveniji. Ker zakaj je digitalna televizija v Italiji uspela? Zato ker včasih si lovil 50 kanalov, zdaj loviš 1000. Se pravi, mora biti neka dodana vrednost. Ne? In tudi mediji se spreminjajo. Ne? Jaz sem v zadnjih 2 tednih ugotovil, kaj je skupno vsem uspešnim tudi direktorjem, tistim, ki delajo v prodaji in medijskim ljudem. In sem se spomnil, ko smo bili na Damsu in so nam predvajali predavanje od Darja Fo. In on je rekel, morate imeti sposobnost pripovedovati zgodbe. Če znate pripovedati zgodbo, tako kot je gospod na moji levi, lahko pritegnete sodelavce, lahko navdušite kupca v Rusiji, ali pa poslušalce, če ste radijski voditelj. Ali pa, ko greste na razgovor za službo in sedite tam v kravati in če bo vaša zgodba zanimiva, se vas bo zapomnil, rekel, tam je všeč. Ne? In sem dal naši kadrovski navodilo, da ljudi, ki ne znajo pripovedovati zgodb, če ni razen IT, ne bomo jemali. Ker ne morejo motivirati. Torej na razgovoru sprašujete po vicih, po zgodbah? Okay. Kdor zna pripovedati zgodbe, bo povedal zgodbo, kako ni uspel parkirati avta. Okay. Kako je bil v pizzeriji in imajo nekaj narobe. Vsako stvar, ki doživi taka oseba, ki zna, in tisti, ki mogoče poslušate Denis Avdić, on je pripovedovalec zgodb. On je svoj prvi stand-up, ki je imel 400 predstav v Sloveniji, so bile resnične zgodbe, ko je bil policaj, ko je teta klicala policijo, zato ker je mož skril copato. In drugič je ena klicala, ker mož ni hotel seksati z njo. In policaji so to vedeli in potem so hoteli, da Denis po frekvenci, da slišijo vsi policaji v Sloveniji, pove, kako je to rešil. Ker so znali, ker ona je klicala in oni so ga poslali, mu niso povedali, zakaj mora iti tja. In to so tiste zgodbe, s katerimi ti pritegneš publiko. Jaz, če se spomnite, ga greste v Štarijo in če je lastnik gostilne in simpatičen, ki zna pripovedovati, greste tja jest. Prodajalci avtomobilov, to so najbolj duhoviti ljudje, ker kako drugače boš spendal 200 000 evrov, če se vsaj malo ne nasmeje zraven. Ne? In isto nepremičninari. In za vas, ker recimo razmišljate o prihodnosti, bodite dobri pripovedovalci. Naj vas ne bo v življenju strah pripovedovati in to vam bo olajšalo pot. Zdaj, ali boste zaposleni ali boste podjetniki, to je vaša odločitev. Ampak ključno je, da znaš pritegniti publiko pozornost. Jaz mislim, da vsi trije gospodje tele, ko zbirajo kadrovsko, ne, če prije tam in en ne zna sebe pripovedovati, se boš teže odločil za to osebo. Drži? Evo, tako da pa en majhen koristen nasvet. Jaz upam, še kvote, 30 sekund, slovenska glasba. Radio 1 je kriv za to. Ker mi smo iskreno slovenskim glasbenikom začeli razlagati, da njihova glasba pač. Je za nič. Kaj? Vsak glasbenik pride, imam nov hit. Aha, si prodal 20 000 plošč? Ne. Kako veš, da je hit? Ne, on ne razstopi, da je hit posledica. Ti nisi naredil hita, ti si naredil pesem, ki mogoče bo hit. In kaj smo mi naredili? Mi smo naredili anketo in vsako pesem, ki jo slišite na Radio 1, se predvaja vsaj 200 ljudem, zdaj delamo to preko interneta, poceni. V Ameriki delajo to že od leta 60, se imenuje call out. Pokličeš 100 ljudi in po telefonu predvajaš glasbo in pesmi, ki niso všeč, vsaj 70 od 100, jih ne daš v program. In smo rekli, to je meja. Slovenske pesmi, ki ne grejo čez 60 od 100, ni. In na koncu so ostali Siddharta, Dan Deti, ta dobri smo jih vrteli in ostale smo nehali. Zato smo ratali najbolj poslušani. Ampak slovenski glasbenik misli, aha, pesem se vrti zato, da bo ratala hit. Ne. Pesem se vrti 4krat na dan, ker jo ljudje želijo slišati. In ne obratno. In potem zaradi Radia 1, in ker so vsi bili tako jezni na Radio 1, so šli v parlament in se zjokali, da bo kultura umrla in zdaj imamo te kvote. In glih včeraj smo računali, da TV Slovenija ne bo mogla več predvajati Eurosonga, zato ker je to 3,5 ure tuje muzike in ne bo uspela v tistem času doseči kvote. Jo.
In sem zdaj poklical včeraj, sem bil tako vesel, ker jaz tem poslancem slovenskim nisem uspel dopovedati, kaj delajo. In sem rekel, super, zdaj, ko boste imeli problem, ker ne bo Eurosonga, zato ker ne znate računati, upam, da se boste zamislili, da ne moreš ljudi prisiliti. Jaz sem bil v Franciji, mi je rekel od Radio Energy, to je najbolj poslušan radio v Franciji, rekel, Leo, kaj imate ljudi za zabite? Vi mislite, da če mu ni všeč, mu boš to vrtel in mu bo ratalo všeč. V Sloveniji pač jaz razlagam na predavanjih, ko predavam, rečem, gledajte, Marjana Podobnika, ne, ga lahko vrtim 100krat na dan, spot ne bo ga volil nihče. Ne? In če boste daj najdli na YouTube, je od Johnnyja Casha, kako je imel audicijo in je igral en gospel. In mu reče producent, to pesem smo slišali na ta način že 100krat. A imaš eno pesem, ki je drugačna? To je pesem za Danete tovornjak. Umrl boš. Kjera je tista pesem, ki jo boš iskreno zapel in po kateri želiš, da se te ljudje zapomnejo? In ko sem rekel to Andreju Šifrerju, ki je prišel z novim CD-jem, in me gleda. Sem rekel, kje je tista, ki je neki tebe noter, ki je neki drugačno, ki so iskre, ki ljudje to začutijo. In to je problem, ker slovenski glasbeniki mislijo, da če daš lepo odigraš muziko, da magari imaš 8 let konservatorija in da zdaj ljudje, če v mestu vrtel 6krat na dan, se jim bo zmešalo od sreče. Ne gre. Če je pesem nekaj posebnega, ko jo daš na radio, rata ljudem vedno bolj všeč. Če je slaba, in gre vedno bolj na živce. In težava je, ker smo mi naredili to napako, oziroma to, da smo koliko dela v Ameriki in Nemčiji, vsako pesem damo za poslušati 100 do 200 ljudi in zberemo najboljše. In slovenski glasbeniki so tako kot politiki. Če raziskava kaže slabo, je kriva raziskava, ne to, da ga volivci niso izvolili. In potem pridejo na volitve in dobijo pol odstu in reče, volivci niso me razumeli. Ne, ti jih nisi razumel. Hvala. No, hvala tebi, smo še enkrat razumeli, da brez dela in strokovnih analiz in tako dalje in velike dinamike in aktivnosti ni niti uspeha. No, in torej že bomo videli, kako se bodo razvijali mediji torej v naslednjih letih, tudi to poglavje s temi kvotami nedvomno nekoliko ali pa nekako pogojuje vašo pot, ampak zdaj na naši poti imamo spet mase in betone in tako naprej. Torej, kako bo z vašo stroko, z vašim poslom v naslednjih letih, kam se razvija? A bo Divača torej postala glavno mesto v Evropi na področju teh mas oziroma teh izdelkov? Zaenkrat je postalo Slovenija, ker imamo tam tudi združenje slovenskih proizvajalcev, nažal nas je samo 4, ampak se srečamo. Tako da to smo že dali v Divačo, neko malo krono smo ji postavili. Po taši zanimivi, bi rekel, debati mi je zelo težko zdaj spet nekaj resnega povedati, ampak se bom potrudil, bom skušal tudi malo hecnega, tako da. Mislim, spet, kateri so aduti posla. Zdaj, jaz sem šel skozi to malo pisano življenjsko dobo, sem šel tudi skozi en posel, zelo zanimiv, sem delal tudi barke in to najlepše barke na svetu, ali skoraj, jaz sem jih za take imel, to s Seawajem. Nažalost, tu Adriano dobro ve, kako se je ona zgodba končala in kakšenkrat uno, ki se blešči, ni ravno dobro. Zdaj, če damo čist na drugo stran, mi se ukvarjamo z čepi za plavže. Zdaj, če človek pomisli čep za plavže, kaj je sploh to? Plavž je kot nek velik sod, v bistvu si morate predstavljati veliko kot ta dvorana in to filjaš železovo rudo, koks z vrha in moraš nekje vsako uro zvrtati in to zbrizga ven. Zdaj, človek ponavadi ne misli, da je tu nek posel čep, sicer to ni tisti čep, ki te 1800 stopinj železove rude pač ti nek zamašek torej. Tako da je pač nek način, ki se to seveda zastroji, se to zbrizga noter in Seven Refractory se danes mislim najbolj prepoznan na svetu za delati čepe za plavže. Ne boste verjeli, ampak en velik plavž v Rusiji kupi enih 100 kamionov na leto teh plavžov, teh čepov za plavže. Tako da tudi s takšnimi kakšenkrat čudnimi produkti, ki in zato promovirati spet, tu se povežejo malo inovativnost, zdaj dobro, brošure in to, ja, vse imamo, vse moraš imeti, technical data sheet in vse tako. Ampak zanimivo, mi smo se spomnili, recimo, in tu je spet en slašči Charles Boljunca tudi kriv, smo se spomnili, da te čepe naredimo v miniaturi in to tako, da v bistvu neka škatlica zgleda in tam so pač čokoladni čepi za plavže noter. Ker imamo najbolj in spet za vse, mislim, da vedno je zanimivo v vsakem poslu iskati vedno nekaj zelenega, nekaj bolj okolje prijaznega, če se že da kot konkurenca. Seven je v tem, v bistvu, naši čepi so najbolj zeleni. Ampak za to dokazati, seveda, ni boljšega sistema, kot jim dati škatlico,
kupcu in reči, ne, pa probaj enega, ne, če si upaš, zdaj ponavadi ta stvar smrdi in tako dalje. Tako da, ko proba malo ta čokoladni čep, evo, verjame, da je to najbolj zeleni čep za plavž. In verjemite mi, da je super adut za prodajo, na vseh sejmih to gre skoraj boljšo v prodajo kot čep sama, ne. Dobro, torej je treba se znati prodajati še Tako. enkrat, ne, Spet s to o tem. inovativnimi idejami. In torej skratka, v naslednjih 20 ali 30 letih boste delali čokoladne izdelke. Razmišljamo o tem, ampak ne, jaz Ne več mislim, da betonske. še to je treba povedati, tudi ta naša industrija, ponavljam, zgodovinska industrija, seveda zdaj imamo nove legure in aluminij, imamo dosti karbonskih vlaken, ampak na srečo za nas, mogoče ni tako dobra novica za okolje, ampak težka industrija bo še vedno tam, ne, jeklo se bo še vedno delalo, malo manj, vedno manj v Evropi, vedno več na Kitajskem, mislim, Kitajska dela več kot polovico celotnega svetovnega jekla, ne, to so grozne številke. Ampak mislim, da se ga bo še vedno delalo. S tem, da moraš iskati v tej niši še vedno nišo, spet čepe za plavže in podobne stvari, ker če si nekje v ti komoditi, nažalost vedno manj se bo to prodajalo, ne, ker pravim, tudi jeklo ne bo tu nekje raslo, ne bo nekje rasti recimo. Z trga prišlo pač konkurence, treba spet malo pobrati, ne. Dobro, še en nasvet torej za naše slušatelje oziroma za vse prisotne. Mitja, še ti si na vrsti, skratka, tudi v Trstu lahko govorimo o visoki tehnologiji oziroma o kvalitetnih izdelkih na področju tehnologije. Kako se torej razvija vaš posel? Slišali smo zgodbo Turinskega stadiona, kaj pa v naslednjih letih, kateri bodo vaši trgi, kam gre torej ta vaša barka, kam plovete? Ja, tako spomnim, da Trst ob Kavi je tudi visokotehnološko mesto. Imamo odlično univerzo z inženirsko fakulteto, imamo sinhrotron, imamo fizični center v Miramaru. Tako čez 20 let smo govorili prej, da morda bomo gojili kavo, morda ne bo več Trst, če ne bo ne enega, ne drugega, morda bo silikonska kraška planota. Kdo ve? Kdo ve? Zakaj ne? Tako, torej, kdor se bi hotel usmeriti v tehnološki sektor, je lahko srečen, da v Trstu živi, ker imamo zares izredne profesorje, znanstvenike in tudi podjetij z visokotehnološko izobrazbo. Potem, če se vrnem k nasvetom, ne povem anekdoto, tudi drugega našega uspešne ideje, ki smo imeli z podjetjem Vogue, modnim podjetjem Vogue. Mi med raznimi sistemi imamo tudi sistem za upravljanje dogodkov. To je, da skušamo optimizirati upravljanega dogodka, da pride čim več ljudi in da se od dogodka čim več odnese. Tako so nas vprašali, kakšno idejo bi imeli, da bi imeli čim več odziva in da bi pridobili čim več imen teh ljudi, ki bi lahko kupovali ta naša sončna odsolja. Tako smo predlagali, da organiziranih 12 dogodkov po Italiji in vsake teh dogodkov po diskotekah so delili zastojne, ene pametne ure, ki so imeli čip noter. Je bila ena ura, ki so plačali 2 € na uro, so kupljenih 40.000 teh ur in na vsakem dogodku so vrtele hostese z njimi pametni telefoni, rekli, registriraj tvojo identiteto na dogodku Vogue Eyewear. Tako ljudje so približali to zapisnico, zdali ime, priimek, Facebook, login na Facebook, sprejmen vse. In v trenutku, ko so sprejeli, je podjetje imelo vse prijatelje, lahko pisalo reklamo za Vogue Eyewear 340 prijateljem. In tako od 40.000 zapisnic imeli 120.000 teh imen in potencialnih klientov in na njih so lahko pisali te razne oglaševanja na Facebooku. To je bila tako ena zanimiva ideja, tudi povezana s privacyjem, vendar ki je bila zelo uspešna. Tako, to je bila ena ideja povezana s tehnologijo in z modo. Tukaj v Trstu čez 20 let jaz vidim, da se bo ta sektor lahko povečal, lahko postane tudi Trst in naše okolje en center, tehnološki center, kjer se bodo lahko razvijale ideje in da se bo jih lahko uporabljalo po celem svetu. No, upamo. Ja. Glejte, naš čas se je s tem aplavzom, lahko rečem, da naš čas za to prvo predavanje se je praktično že končal, ker tako čas hitro teče in tudi smo začeli precej kasneje v primerjavi z urnikom, ki smo se ga zadali za sam začetek. Če imate vseeno kakšno vprašanje, kar hitro prosim,
Ne, pogumno, če želite, drugače jaz grem kar naprej. Ne, veste, s tem vprašanje je vedno malo križ, ne, ker bi, ne bi, tako da počakam še kakšno sekundo. Drugače, hvala lepa, da ste se udeležili tega srečanja. Imate vi še kakšno besedo za naše mlade? Ne? Mogoče eno zaključno misel, res na hitro, res v televizijskem stilu, torej ne, skoraj kot da bi bili pred kamerami in bi govorili o politiki. Torej 30 sekund za vsakega, s tem, da ponudimo še en nasvet našim mladim gostom. Ker, ko smo že prej povedali, ne, govorimo o mladim ljudem, ki razmišljajo o tem, kaj bodo sploh počenjali v naslednjih letih. V 30 sekundah lahko dam 2 nasveta. Gremo takoj vsi na kafe. Ajde. Ne, gremo naprej potem z drugim predavanjem. Za kafe je še čas. Spremembe, si rekel na začetku. Po mojem mnenju spremembe niso dobre ali slabe. Spremembe so, nastajajo. Dajte vi zbrati, razumeti, kako tista sprememba lahko postane dobra. Edino to. Lepa. No, Erik, imaš ti mikrofon, prosim, kaj boš ti pomislil, kaj boš ti rekel? Jaz sem prepričan, da tu se nahajamo v zelo, zelo lepem vzdušju, da vse ta mednarodnost, ki je v Trstu, da je po mojem skoraj, ne vem, je ni drugje in pač koristite to, ker so vam dali vaši starši, ta dvojezičnost, ta odprtost, na srečo Trst se odpira, definitivno, to ni oni Trst, ki smo ga mi živeli 30 let od tega in na tem delate in trdno delate. Lepo. Mitja, tebi zdaj besedo. Ja, skušajte izkoristiti vsak trenutek, življenje zelo hitro teče, kot sem pravil prej, zastaviti se obdobja, ne bo začetek šolskega leta in da boste čim boljše izmuznili čez to šolsko leto, torej izkoristite vsak trenutek in bodite ambiciozni. Hvala lepa. Leo Oblak. Ja, nasplošno je pač čim več znanja, počni to, kar ti je všeč. Če greš pa v medije, lahko pa že na svojem Facebooku treniraš, če kaj napišeš, pa nimaš nobenega lajka, glej, ni zate. Dobro, podjetnik in podjetništvo v prihodnjih 20 letih, Fabrizio Polojac, Mitja Petelin, Leo Oblak, Erik Zobec, v sodelovanju s podjetjem Parovel imamo za vas eno darilce, to mikrofon za me jaz, dragi Leo, hvala lepa. No, hvala vam, še en aplavz za naše prve predavatelje. Zdaj imamo samo 1-minutno pauzo, res 1 minuto in se pripravimo za naslednje predavanje. Ostanite v dvorani, prosim. Imamo še 2 okrogli mizi, 2 diskusiji.